Dimitri, lej, če že grejo po gubo, je treba to posneti. Posneti, ja. Še za zadnji like. Pozdravljam te iz ene najbolj krasnih pa zanimivih pokrajin, se mi zdi, da lahko rečem kar na svetu. Pa ti si mene najdel, pa kje si, no, zdravo! Kaj model? A si v redu? Vsi ti lušten, no? Veš, Kapadokija je tista pokrajina, kjer so se šli ljudje, življenje malo drugače, kot smo ga vajeni mi. To pomeni, da so si med drugim postavili, zgradili, ustvarili mesta tudi kar pod zemljo v jamah. In mimogrede, po tem sistemu deluje tudi hotel, v katerem sem prespal prvo noč. Namreč tudi tukaj so sobe dobesedno uklesane v živo skalo. To je nekaj, kar je za to regijo značilno. Zdaj pa, da ti povem, kaj tukaj sploh počnem. A veš, tako kot je Kapadokija ena zelo resna, posebna regija, tako je Mazda ena zelo posebna avtomobilska znamka, ki je ponosna na to, da njihove tehnične rešitve, da niso vsakdanje. Veš, Mazda nas je sem pripeljala zato, da se usedemo v njihov najnovejši avtomobil Mazda CX-60. To je mimogrede njihov prvi priključen hibrid. Usedli se bomo pa tudi za volan prenovljene CX-5. Poglej, avti se že počasi nabirajo na kup. In pred nami je več kot Jurija 200 km res hude pustolovščine v teh dveh avtomobilih. Vmes si bom seveda vzel čas, da jo podrobno predstavim. Tukaj je zarisana naša pot, torej od središča iz Kapadokije, pa potem tukaj na severovzhodu do Trabzona. Vmes pa med drugim, tako pravijo pri Mazdi, najbrž oziroma arguably najbolj nevarna cesta na svetu. Ja, nič, to je to. Za tale uvod sem si moral vzeti malo več časa. Naj se ta pustolovščina začne. Mazda jo je pomenovala kar Mazda Epic Drive. That's it. Pojmo kaj. Daj poglej ta razgled, no. What? A veš, kaj sem ti rekel, da je Kapadokija zelo zanimiva? No, poglej to. Veš ti prav pokazati ta material, ki ga pošlataš je... Veš, zdi se, da je z njim zelo lahko manipulirati in tega se je zelo očitno zavedala tudi mati narava. Predvidevam, da gre v tem primeru za vetrno erozijo. I don't know, popravite me, če veste. A ja, avto je pa danes CX-5, jutri pa CX-60. Za CX-5 sem rekel, da je bila prenovljena, bom pol več povedal. Evo, pa vrš uč še na CX-60, tale čudovite rdeče barve, sploh zdaj, ko se na njo opera jutranje sonce. Poglej. Take Turčije ne poznam. Kaj se dogaja? Kje smo? Zajete levo. Kratek pit stop za par fotk za Instagram. Vozim se pa z Dimitrijem Vušnikom, on je predstavnik za stike z javnostjo pri Mazdi. Ravno kar so predelali tudi glavne novosti CX-5. Če boš usmeril oči na sprednje luči, boš videl, da so bile, avto je zunaj doživel blagi facelift, to se pravi novi žarometi, pa nove luči zadnji. Vidiš, takole izgledajo pa zdaj zadnje. Saj ni velika razlika, mogoče je več sprememb celo v kabini. Infotainment sistem zaslon je zdaj večji, da se razume s pametnimi telefoni, to je jasno. Predvsem pa Mazda se je lotila tudi stvari pod pločevino. A veš, kaj to pomeni? Zvočna zatesnitev je boljša, to pa moram priznati, da sem opazil, zato ker že nekaj časa vozila z razmeroma visoko hitrostjo, okrog 100 na uro, in se mi zdi, da je vetrenega piša manj. Posodobljeno pa tudi podvozje, kar pomeni, da se avto še malo boljš počuti med dinamično vožnjo, predvsem pa se mi zdi, da je še malo bolj udobna, kot je bila. Pa že prej se je CX-5 peljala odlično. Človek kar ni navajen takih prostranstv pa takih. Mislim, to zdaj jaz govorim, ker sem se peljal čez celo Sibirijo, ampak je res vsakič znova te kar malo mater. Koliko je enega placa po svetu. Za puzzle. Za otroke. Za otroke. Ful je taka res antična igra. Kaj punce? Pa veš, kaj mi je zelo, zelo všeč? Pogosto slišimo na kakšnih avtomobilskih predstavitvah, da bodo pravijo challenging roads, da bo to zahtevno za voznika in za avto in vse skupaj. V glavnem, današnja trasa z CX-5, 10 ur po vzorno vzdrževanih cestah,
pa tudi po takšnih, ki so vse prej kot to, ampak vseeno zelo zanimive. Vse bolj kaže, da bo ta road trip po Turčiji zares tako kot Mazda prav, da bo to epic drive, že zdaj narava, ceste, njihova konfiguracija, zavitost, pa tudi podlaga se menjava iz metra v meter, od izjemno grobega asfalta do popeskanega asfalta, do makadama, vse živo imamo in to je pa res lahko že kar mal challenging, sploh če si velik na cesti, pa če hočeš držati nek tempo. Razgled je pa bolan. Daj, prosim te lepo, poglej to. 3, 4, zdaj. A sem rekel, da bo lepo? Ok, gremo naprej. Pa kakšno kulce. O, Madonna, pa kle dol. O, Madonna, no. Staj, da ti pokažem, kaj jaz vidim. Kakšen razgled, ej. Bremena ali pa obremenitve, katerim je podvrženo podvozje, so tako zelo raznolike in na ta način se lahko na razmeroma malih kilometrih zelo veliko naučiš v avtomobilu. Kako se obnaša, kako handla različne prepreke, luknje, pa kamne, pa popeskan asfalt, kako se odzove, ko začne drseti, kaj pa dol Mazdi, da je organizirala tako zares challenging traso. Dimitri, glej, če že gremo po Gubu, je treba to posneti. Posnet, ja. Takole. Še za zadnji like. No, zdaj gremo pa na eno zelo zanimivo cesto, ki je prepredena s predori, ki so bili zarezani in ne vem kako ustvarjeni čez živo skalo. Gradili so jo pa, pazi, 132 let. Stari, to je pa taka norišnica, da si ne moreš predstavljati. Tudi jasno ti je, zakaj so jo toliko časa gradili. Predvsem pa, a veš, v predoru ni nobene razsvetljave in zato so morali vsake toliko časa navrtati eno dodatno luknjo. In ta dodatna luknja mimogrede ponuja čudovit razgled, sicer zelo navaren, ker pač ograje ni in če ti spodrsne si dol, pa ne v reki, na kamnih, lej. 1, 2, 3. Shit. Tole je pa kar prepad, a se strinjamo? V glavnem ni se za igrajčkat, no. Noro, kaka trasa, stari, kaka cesta. Samo res kar tako malo, postaneš bolj previden. Ja, tako. Ni tako, lahko čemo. Se pravi, takole se imenuje Hasan Basri Aktan tuneli. Ojo, dobro so ga zrihtali, ne to? Evo, džukale malo. Na to rutinski pregled sklepamo. Hello, sir. We can go. Oh, thank you. Policisti so rekli v redu. Kaj pa je tole pomen? To pa ne poznam. Tako je označena New Ground stopnja opreme. New Ground oprema, zdaj si slišal, Dimitri vse povedal. Zdaj moramo tankati, pa gremo pa naprej. Malo šepam, sem vas trd, sem že cel dan v avtu, 10 ur. Šel sem dačat noter, pa imam noter eno tako staro pisalno mizo, zraven pa kavč, na katerem je moški lev. A je tako malo po domač. Privat soba. Zdaj mi je pa žal, da nisem šel jaz neki ima, kva. Ale dol bo v trgu, ej. Thank you. Granatno. Thank you so much. Very nice. Mojster je bil zelo prijazen in nama je dal eno granatno jabolko. Ok, se veš, lahko bi se zdaj razgovoril še na vse, kar ta avto, ki sva ga danes z Dimitrijem vozila, torej Mazda CX-5 ponuja, od motorjev do drugih podrobnosti, ampak se mi zdi to nepotrebno. Bistvo je, da si zapomniš, da je bil avto posodobljen na veliko načinov, da imaš večji zaslon, da se dejansko še malo bolj udobno pele, da je kabina tišja in da s tem raven udobja v avtu nasplošno hitro zraste, kar za kakšno stopno. Pa še tiste stvari, ko vplivajo na vizualni izgled, to se pravi malo drugačne luči, spredi, zadaj, pa še kakšne druge malenkosti. To je to in to je bil prvi dan tega epic driva po Turčiji, ki je bil zares zelo zanimiv. Jutri se usedem pa... Jutri pa čist nov avto. Predvsem pa baje bo jutrišnja trasa še posebej nora. To je to.
Jaz se veselim, še granatni jabolk sem dovolj. To že zrelo, se to lahko že kdaj, koliko moš, jaz ne vem. A je to? Ma jaz sem kaj ne vem, stari. Malo sem utrujen, cel dan na cesti. Turčija je kar nice. Ajde, čau.